Tole je novi Audi A5 Sportback. Se upravičujem, A4 Avant. Kaj? Se upravičujem še enkrat, A5 Avant. Se piše tam le zadaj, ne vem, kaj mi je. No, pravzaprav vem, kaj mi je. Audi se je v zadnjih letih kar malo izgubil s temi svojimi oznakami in imeni, ker so hoteli na novo definirati oznake motorjev in modelov, no pa jim je Ford dal jasno vedeti, da tako pač ne bo šlo. In zato je novi A6 ostal A6, čeprav je bilo najprej planirano, da bo to A7. Ta je prišel pred njim že ven, zato je iz A4 postal A5, ampak kdo ve, mogoče bo čez nekaj let ob prenovi spet nazaj dobil oznako A4. Kakorkoli, na pol mi je pravzaprav vseeno, ker je avto tako zelo dober, da me ne moti, kaj piše tam zadaj. Najprej lahko pohvalim dizajn, ker se mi zdi, da so pri Audiju ujeli ravno pravo mešanico športne elegance in niso pretiravali z veliko elementi, čeprav kakšna stvar je vseeno malo too much, recimo ta sprednja maska z nešteto režami. Ampak mi je po svoje všeč. Tudi ta dinamična oblika zadka pride do izraza ob tej široki bočni liniji in je v bistvu res kul. Avanti, kot rečejo pri Audiju karavanom, so od nekdaj bili nekaj posebnega in takšen ostaja tudi A5 Avant. Se kar ne morem navaditi na oznako, se mi je že 100-krat zgodilo, da sem mu hotel reči Sportback. Pa ne samo zunaj, tudi znotraj je avto užitek pogledati in seveda tudi sedeti v njem. Vse izgleda res dobro in premišljeno izdelano, težko bi se tukaj počutil bolje, ker sta tudi sedeža spredaj vrhunska in z ravno prav bočnega oprijema. Izdelava je fantastična, materiali so super povsod, kjer se v bistvu lahko dotikam in volan ima super usnje. Imam pa lahko tudi nekaj kritik. Za začetek, volan bi bil lahko drugačne oblike, hočemo okroguga. Potem, če smo že pri tem, lahko bi bil tudi malenkost manjši, predvsem mi pa niso všeč ta stikala na levi in desni prečki. So nekakšna mešanica klasičnih in tistih občutljivih na dotik in zato bi se obe funkciji opravljajo zgolj na pol. Tale tukaj celo malo škripa, ne vem, če se sliši, in s tem kvari odličen vtis vsega ostalega. Pa ta zaslon je tudi v bistvu čisto nepotreben, res ne vidim uporabne vrednosti, ker se ga tudi sopotnik prav hitro naveliča, ampak ja, pohvalili se pa boste lahko in očitno je to njegov namen, ker takšnega nima nihče drug v ulici. Kljub temu, da je avto konkretno zrasel v dolžino, še vedno nima veliko prostora. Saj se tukaj zadaj da čisto normalno sedeti, če vas ne matra ta zelo visok sredinski greben, ni pa v bistvu prav nobenega razkošja. Ker pazite, avto je vseeno dolg 4,82 m in to je res veliko. Tudi prtljažnik ima v bistvu samo 448 litrov, kar pomeni, da ima večji prtljažnik vsak pol metra krajši križanec. Torej v bistvu ostaja točno to, kar je vedno bil. Zelo eleganten in privlačen karavan, uporaben pa tako. No, se bo pa tudi prtljaga tam zadaj peljala v razkošju materialov, ne prostora. Seveda pa spet blesti pri vožnji. Podvozje bi bilo težko bolje nastavljeno, ker je ravno na meji dovolj udobnega, zato pa po drugi strani tudi dovolj dinamičnega in se boste z veseljem kakšen ovinek zapeljali malo hitreje, pa ob tem tudi uživali. Je pa ravno mogoče to njegov največji problem, ker želi biti nekje med BMW-jem in med Mercedesovim C-jem in je zato včasih malo premalo poseben. Tudi občutek na volanu je sicer v redu, ni pa tako natančen, da bi ga moral posebej pohvaliti. Podobna scena je pri pogonu. V osnovi vse top, težko bolje, če želiš imeti seveda štirikolesni pogon pa dizelski motor. Imam pa tudi tukaj nekaj pripomb. Motor ni tako tih, kot bi želel, ta je prva. Druga pa, da tudi poraba ni tako majhna, da bi bil to edini razlog zanj. Saj se umiri, ko greš na kakšno daljšo, lepo pot, na testu je pa zaenkrat skoraj 8 litrov, pa nismo imeli posebej težke noge. Res ne. Zelo zanimivo je, da ima kar nekaj moči elektromotorja, tako da včasih spelje samo na elektriko, vsaj na parkirišču, no potem se pa kasneje zelo nežno vklopi dizelski motor in ga krepko požene naprej. To pomeni, da ima samo 6,9 sekunde z mesta do 100, kar je v bistvu odličen rezultat za 2.0 TDI, a ni. Sicer ima 150 kW moči, to so 204 konjički, ampak je zelo prijetno živeti z njim, sploh ob tem 7-stopenjskem samodejnem menjalniku DSG, ki tukaj res lahko pokaže
vse svoje sposobnosti. Pogon Quattro je tukaj nastavljen bolj na varčevanje, zato čim več časa prenaša navor na 2 kolesi, ko je potrebno, se pa dovolj hitro potem priklopita še drugi 2, da niti ne boste vedeli, kdaj se je to dejansko zgodilo. In tudi to je pomembno, da vse deluje tako, kot vozniki Audija pričakujejo, saj so za to tudi plačali, a ne? Ja, ime pustimo ob strani, čeprav se meni dobro sliši tudi oznaka A5 Avant. Ampak na koncu moram reči, da je Audi spet na ceste postavil en zelo prijeten avtomobil, s katerim se rad vozim in sem vesel, da ni še eden v poplavi križancev, ampak prava klasika. Se pravi, slabo uporaben karavan, kadar govorimo o praktičnosti in uporabnosti, pa zelo zaželen karavan pri vsem ostalem.